pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela tekma 17. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku ob Kamniški Bistrici se bodo pomerili nogometaši Domžal in Radomelj. Nekaj težav je imel Bobarič, toda žogo je potem vendarle odbil. Zdaj pa Šturam dirja po levi strani. Krasno Šturam za Krstovskega. Krstovski! Vratnica! 103-krat je namreč izgubil Pišek v kazenski prostor. Tole je dobra podaja in gol! Domžale vodijo z 1-0, 4. minuta srečanja. Gostitelji se veselijo zadetka. Ostra podaja pred vrata. Kaos je nastal v kazenskem prostoru Radomelj. Baš pa je torej klonil Daniel Šturam. Do konca koledarskega leta, to je, da nogometaši Radomelj ne bi bili zadnji. Tole pa je nova nevarna akcija. Krstovski. Krstovski ima priložnost, dober poizkus. Toda brani Baš. Šošič. Šošič se znašel v težavah. Bobarič mu je žogo ukradel in tule je Mario Krstovski. Mario Krstovski v igri 1-1. Krstovski, kakšen gol! 2-0 vodijo Domžalčani. Mario Krstovski je podvojil prednost. Fantastična poteza igralca iz Severne Makedonije. Krstovski do svojega 4. zadetka v letošnji sezoni. Kakšno formo je ujel 25-letni napadalec. Potem, ko je v polno meril proti Aluminiju, Mariboru in Kopru, je zadev še Radomljam. In Domžalčani so zdaj začrtali prave temelje. Bomo videli, če lahko dvigne krivuljo Radomelj. Tole pa je krasna priložnost za Domžale. Podaja proti oddaljenejši vratnici, gol! 3-0 vodijo Domžale. Vprašanje, če tale tekma ni odločena. Mario Krstovski do svojega 2. zadetka na tem obračunu in do svojega 5. v prvi slovenski nogometni ligi. Zdaj je Krstovski na 4. mestu na lestvici strelcev. Izenačil se s Šošičem. Luka Baš pa še naprej ni zbral obrambe. Prosti strel pa torej za Mlinarja, izvedel ga bo Sandi Nuhanović. Sandi Nuhanović, dobra podaja, daleč najlepša priložnost na tekmi za Radomlje. Tekom same igre se je površina precej poslabšala, kar pa smo tudi pričakovali. Da Cruz v kazenski prostor, priložnost za Krola. Da Cruz, tole je dober poizkus. Brani pa Tratnik. Do žoge Stuparević proti oddaljenejši vratnici. Pišek ima žogo, razrečena obramba Radomelj. Jošt Pišek na levo stran. Tolič pred vrata, priložnost za Domžale in ni zadetka. Dušan Kosič, prišli ste do 3. zaporedne zmage. Vam je to uspelo prvič po tisti šampionski sezoni v Celju. Verjetno bi težko bili bolj srečni. Ja, veliko je razlogov za zadovoljstvo po današnji tekmi. Fantje so odigrali res dobro tekmo, tako da ni nekih zamer. Tudi kanček sreče smo imeli na koncu, ki ga jaz tako rad omenjam. Torej, ko smo taki, ko smo skoncentrirani, potem si želimo, da bi čim večkrat tako podobo pokazali. Bi lahko rekli, da je bila to najboljša predstava Domžal v tej sezoni? Glede rezultatsko seveda bi lahko rekel, ampak tudi na prejšnjih tekmah smo imeli vsebino, pa se nam ni šlo. Danes na zelo pomembni tekmi za nas, za neko mernost, so fantje res pokazali pravi obraz takega, ki si ga želimo. Ekipa je mlada, veliko mladih fantov nabira izkušnje, to bi rad še enkrat poudaril in velika večina me je danes zadovoljila s pristopom, ampak ne gre za to, da sem jaz zadovoljen, gre za to, da oni razumejo, kaj bo za njihov razvoj najboljše in seveda, ko smo rezultatsko uspešni, je toliko lažje. V zadnjem času je tudi Mario Krstovski močno dvignil svojo formo. Verjetno se strinjate, da je bil danes najboljši posameznik na igrišču. Ja, Mario pridno predano dela. Na začetku je bil
poškodovan in ni kazal, da bi se lahko mu tako zelo obrnilo, ampak z prizadevnim treniranjem in se mu je uspelo res zdaj dvigant in čestitke za gole, čestitke za podobo, pa ne samo Mario, tudi drugi fantje se dvigujejo in to nas veseli. Verjetno ne morete več zdaj skrivati, da v Kidričevo prihajate kot favoriti. Težko je karkoli obljubljati, ker ja, če bo tak pristop, če boš imel nekaj kanček sreče, da nisi kaznovan za vsako napako, nič. Ko je tako stanje, potem si želimo čim več tekem pravzaprav in se že veselimo naslednje tekme. Oliver Bogatinov, danes resnično ni bil vaš dan. Kaj je po vašem mnenju razlog za slabo predstavo? Najprej čestitke Domžalčanom za mislim, da več kot zasluženo zmago. Ne samo v zadetkih, ne samo v teh nekih momentih, ko so pomembni, to je goli, tudi v ostalih nogometnih prvinah so danes bili boljši od nas. Prvo misel, kar mi pade, je to, da je v prvi vrsti moja odgovornost in moja krivda za današnji poraz, oziroma za današnjo podobo. Mislim, da slabo smo se pripravili ali pa samo ceno, česa zmoremo in česa ne zmoremo na igrišču in posledično z tega pa je prišla taka predstava, kot je. Kaj pa bi torej spremenili, če bi se še enkrat pripravljali na to tekmo? Popoln drugi pogled bo potreben. Jaz mislim, da mi imamo zdaj pred sabo nove 3 tekme in drugi mentalni sklop popolnoma z druge perspektive iti v tekmo. Še enkrat ponavljam, mogoče smo se precenili, kaj zmoremo in česa ne in koliko so močne Domžale in koliko ne. Ste pa bili že na začetku sezone v takšni rezultatski krizi, pa ste potem vi poiskali prave rešitve. Verjetno verjamete, da bo tako tudi tokrat. Upam, želim si, mi v torek imamo novo tekmo, tukaj gostimo Celjane, hitro pride, potem tudi Mariborčani in Koprčani, tako da zahtevne tekmici so pred nami in upam pa, da smo vsi dobili danes neko lekcijo, ki nam bo koristila v bodoče. Belmin Bobarič, iskrene čestitke za zmago in pa za dobro predstavo. Je bila to najboljša partija Domžal v tej sezoni? Ena izmed boljših, ja, se mi zdi, da je. Ja. Dobra tekma, dobro smo šli v tekmo, zgodaj smo zadeli gol, imeli smo veliko priložnosti in na koncu smo tekmo pripeljali do konca mirno, dokaj mirno. Koliko vam kot branilcu pomeni, da ste na zadnjih 3 prvenstvenih tekmah prejeli samo en gol? Ja, veliko pomeni, da golman dobi na samozavesti, zadnja linija dobi na samozavesti. Ja, veliko pomeni, manj golov dobimo, večje so možnosti, da tekmo zmagamo. To je to. Ja. Nino Kukovec, danes ste zabeležili poraz. Kaj je po vašem mnenju bilo narobe, kaj ni šlo po načrtu? Mislim, rezultatsko 3-0 izgubiti je zelo slabo. Mi smo se v bistvu pripravljeni, da bi odnesli pozitiven rezultat danes, ampak nažalost smo poskušali, to ne morem reči, da nismo, ampak to je nogomet. Imeli smo tudi priložnosti, nismo ga dali, ampak smo tudi dobili te gole. Zdelo se je, da ste bili v konici napada precej osamljeni, imate tudi sami občutek, da ste dobili malo uporabnih žog? Mislim, imel sem dovolj tistih žog, kar so mi moji soigralci lahko dali, ampak tudi sam sem imel eno zelo veliko šanso z glavo. To bi mogel Špic zadeti 100% gol, ampak nažalost ni šla niti ta v mrežo.